Hello. This is the trick number 5. Show me what you can. Pri glagolih je super, če jih pokaževa. Okay? Recimo, pri lekciji se obravnava zelo veliko besed, ki opisujejo, kaj ljudje počnemo. To so glagoli. Okay? Torej, če vzameva en zelo preprost glagol, preprosto besedo, ki verjetno že poznaš, zato da ti ponazorim. Recimo, izbrala sem walk. To pomeni hoditi. In zdaj, kaj narediš? Ne samo, da se to besedo napišeš walk, pa ponoviš, pa 3-krat prepišeš, pa potem naslednji dan ponoviš, ampak jo pokažeš s telesom. Torej, I can walk. Hodim. Ja? Če bi si izbrala glagol run, bi tekla tukaj 2 kroga. Okay? I can run. Dobro. Če se preveč premaknem, me ne vidiš več. Okay. Recimo, da zdaj razumeš. Torej, walk pokažeš s telesom. Če je recimo glagol cut bread. Okay? Kot da držiš kruh, nož, režeš, ali pa še bolje, ko zvečer pripravljaš, ali pa popoldne malico, prigrizek, I cut bread. Ko to dejansko delaš, poveš. To je to, da povežeš neko učenje s svojim resničnim življenjem, in si lažje zapomniš, lažje si prikličeš. Ni vse to sem tam nekje v zraku. Ja? Zdaj pa naslednji korak pri glagolih pa je, da si s kratkimi, enostavnimi stavki ponazoriš. Recimo, jaz sem izbrala tega. Prvi stavek, čisto enostaven. I can walk to school. Torej, jaz grem lahko peš, lahko pešačim v šolo. To je v bistvu bolj primer, recimo, za katerega od mojih sinov, ker grejo dejansko grejo lahko peš v šolo, ker smo dovolj blizu. B primer, sem izbrala nekaj, kar je smešno, kar je trapasto, če hočeš, in sem izbrala ta primer. I can't walk on clouds. In zraven sem še narisala. Ja, vem, moje risanje ni niti za kateri razred, ampak bolj je pomembno, da vidiš oblaki in 2 stopali in tale luknjo dela skozi oblak. Padel bom. Torej, ne morem hoditi po oblakih. I can't walk on clouds. In tretji primer sem izbrala pa še kombinacijo. To pa potem, kaj lahko še walk pomeni. Mr. Smith walks his dog every day. Gospod Smith vsak dan sprehodi svojega psa, torej ga pelje na sprehod. Walk a dog, torej je sprehajati psa. Samo walk je pa hoditi. Evo, tako. Bolj, ko je učenje dinamično, več stvari, ko povezuješ, lažje si zapomniš, bolj, ko ustvarjaš mrežo podatkov v glavi, bolj to znanje zares drži. Ja? Če imaš pa samo takole nekaj, pa počasi izgubimo. Ali pa zelo hitro. Ok, to je to. In še en video za naju, še en trik naju čaka, ko me čakam. Lepo bodi do takrat. Čau!